Prvi rokodelski festival, ki je potekal v sklopu Interreg programa Slovenija-Madžarska v okviru projekta Crafts for Future, je bil namenjen promociji projekta, ki je bil izveden v letu 2024. Organizatorja festivala sta bila Pomelaj, Zadruga za razvoj podeželja v sodelovanju s Pomurskim muzejem Murska Sobota. Več o ideji projekta direktorica Zadruge za razvoj podeželja Pomelaj, Köleš Ribeiro. Ideja je bila združevanje rokodelcev tako iz Slovenije kot na Madžarskem. To je bil projekt majhnih vrednosti v okviru programa Interreg Slovenija-Madžarska in povezali smo rokodelce z različnih panog skozi 7 delavnic. In zdaj je v bistvu ta majhen projekt, ki se je že zaključil, je zdaj prerasel skozi tudi nacionalni natečaj EU projekt Moj projekt 2025, je prerasel v predstavitveni dogodek tega majhnega projekta in danes je tukaj festival rokodelcev iz Pomurja, torej iz pomurske regije. Izbrali smo zdaj in povabili k razstavljalce na podlagi njihovih prejetih certifikatov. To so najvišji certifikati v rokodelstvu na nacionalni ravni, tako recimo Art and Craft certifikat za izdelke, kot tudi recimo častni priznani rokodelec, to je naziv rokodelca, potem pa tudi naprimer nekateri so vpisani v register nesnovne kulturne dediščine kot nosilci, ki hranijo našo kulturno dediščino. V sklopu festivala so se tako na grajskem dvorišču s svojimi izdelki predstavili rokodelci iz različnih rokodelskih panog, za izdelki iz koruznega ličja, lončarskimi in keramičnimi izdelki, lesenimi izdelki, slamnatimi izdelki, škrabanimi jajci, vezeninami in za izdelki drugih panog, ki so še žive v regiji. V sklopu festivala so potekale tudi brezplačne rokodelske delavnice, predstavitev domače tradicionalne kulinarike in vodeni ogledi razstave v Pomurskem muzeju. V sklopu prvega rokodelskega festivala so pripravili 3 rokodelske delavnice v 3 različnih sklopih. Kjer se dogajajo tudi 3 različne delavnice istočasno z različnih materialov, torej z nami so mentorji, sami rokodelci, ki v bistvu podajajo njihova znanja, prinesli so zraven svoje materiale, tako da imamo najrazličnejše kreativne delavnice. Slavnostni govornik na festivalu je bil minister za kohezijo in regionalni razvoj dr. Aleksander Jevšek. Kot je povedal minister Jevšek, so Interreg projekti pomembni za celotno Slovenijo, saj Slovenija kot vodilni partner sodeluje kar v 3 Interreg projektih z Madžarsko, Avstrijo in s Hrvaško, z Italijo pa kot partner. Posebej pomurski prostor je v takšni geografski legi, da je upravičen do 3 Interreg programov za Hrvaško, Avstrijo in Madžarsko. Danes se predstavlja projekt, ki je bil izbran na področju ohranjanja kulturne dediščine z Slovenije in Madžarske, iz teh obmejnih območij. Izjemno pomembno je to iz večjih vidikov. Prvi zaradi ohranjanja kulturne dediščine kot take, rokodelstva, ki ob vseh stvareh, ki jih sodobni čas prinaša, izumirja. To lahko tudi sami čutimo, ko iščemo čevljarja, ko krojača ali pa kaj drugega. No, ampak smisel teh projektov in zato je bil tudi izbran je, da se znanja o rokodelstvu prenašajo iz starejših generacij na mlajše, zato se danes tudi tukaj organizirajo delavnice, pa veliko je tudi sicer izven današnjega dogodka podobnih delavnic, ki se financirajo iz Interreg projektov. Interreg projekt Slovenija-Madžarska je vreden 17,5 milijona evrov, in velik del tega denarja je bil že razdeljen med upravičence na eni in drugi strani meje. To niso projekti, ki bi bili težki milijone, ampak so taki simpatični, ki jih ljudje zelo dobro sprejemajo, v katere se ljudje zelo dobro vključujejo in ki se vidijo in čutijo. Namreč paradoksalno je, da včasih naredimo 250 milijonski projekt, recimo bom navedel primer, železniška povezava Maribor-Šentilj, pa nihče ne pomisli, da je to financirano iz kohezijskih sredstev. Ti majhni se pa bolj opazijo, kar je bolj prisrčno in seveda koristno.
Zbrane je v uvodu festivala nagovoril državni sekretar na Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport, magister Dejan Židan, ki je ob tem povedal, da ko govorimo o rokodelstvu, govorimo o tradiciji in o obstanku slovenskega naroda. Tu gre za neko našo tradicijo, odnos do tega, kar smo bili v preteklosti, da ne pozabimo, da ostanemo kot narod tudi v prihodnosti. Ljudje pa to moramo videti, ne? Premalo je pisati, dobro delati, govoriti. Ljudje moramo videti, tudi imeti možnost kupiti. Tudi jaz sem kupil danes nekaj lepega za svoje domače in potem bo rokodelstvo se razvijalo lažje. Pletenje slamnatih izdelkov v Lipovcih spada med eno od redkih obrti. Namreč obrt obstaja v Lipovcih že več kot 50 let. Svoje izdelke iz slame sta na rokodelskem festivalu predstavljali tudi družini Žižek in Smodiš iz Lipovec. Za te izdelke smo se že odločili, ker smo v tem zrasli. Smo trenutno edina razširjena družina, ki se še s tem ukvarja. Pred leti je še bilo več družin v Lipovcih, ki so se s tem ukvarjale, zdaj pa je nekako moja generacija prekinila. Ne? Mi se trudimo pa ohranjamo, tudi prenašamo na mlajši rod, ker vsi vnuki že vejo delati kot sestrne, tako moje, tako od brata, sicer brat, če živi v Ljubljani, pa tudi dela. Danes ponujamo nekaj okrasnih, nekaj uporabnih izdelkov, od lustra, sončka, razne vazice, košarice, venčke, srčke, angelčke, križace, violinske ključe, kakšna mravljica se najde, pa pajek, pa ptiček še. Festival nadgrajuje rezultate projekta, ki je vzpostavil čezmejni prostor za sodelovanje na področju ohranjanja rokodelske dediščine, krepitve socialnega vključevanja in razvoja trajnostnega lokalnega podjetništva in tako nadaljuje krepitev čezmejnega sodelovanja. Projekt je hkrati tudi priložnost za utrjevanje vezi med partnerji in skupnostmi z obeh straneh meje. Tako si v sklopu projekta Crafts for Future želijo, da bi festival postal trajni dogodek, ki bo organiziran vsako leto. Festival je s prekmurskimi melodijami obogatila skupina Marki.